Vsako leto za velikonočne praznike sta Marija in Jožef skupaj z mnogimi drugimi ljudmi potovala v Jeruzalem, da bi v templju častila Boga. V Svetem pismu beremo, kaj se je zgodilo na enem od teh potovanj. Ko je bil Jezus star 12 let, je prvič smel iti tudi on zraven. Skupaj s starši Jožefom in Marijo ter sosedi so se odpravili v Jeruzalem. Do tja so hodili 3 dni. Ko so prispeli v Jeruzalem, je bil Jezus prevzet od veselja, da je končno v hiši svojega očeta. Ko je bil čas za odhod domov, je Jezus ostal v templju, ne da bi njegovi starši to opazili. Marija in Jožef sta mislila, da je Jezus pri popotni druščini skupaj s svojimi prijatelji. Jezus pa se je medtem v templju pogovarjal z učitelji postave. Učitelji so mu postavljali vprašanja in se čudili njegovi modrosti. Bili so presenečeni, kako ta deček pozna in razume vse, kar je zapisano v Svetem pismu. Ko sta bila Jožef in Marija že ves dan na poti domov, sta proti večeru začela iskati Jezusa. Spraševala sta pri vseh sorodnikih in znancih, a nihče ni vedel, kje je Jezus. Medtem, ko so se druge družine odpravljale k počitku, sta se Jožef in Marija v velikih skrbeh podala nazaj proti Jeruzalemu. Vso dolgo noč sta hodila in naslednje jutro, utrujena in neprespana, iskala Jezusa po mestu. Končno sta ga našla v templju in njegova mama mu je rekla: Otrok, zakaj si nama to storil? V velikih skrbeh sva te iskala. Kako, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v hiši svojega očeta? Potem se je Jezus vrnil z njima nazaj domov v Nazaret, saj je vedno poslušal svoje starše in jih ubogal. Njegova mama Marija je vse, kar se je zgodilo, ohranila in premišljevala v svojem srcu. Jezus pa je rastel in bil vedno bolj moder in priljubljen pri Bogu in pri ljudeh.